Pozdravljeni. Izgleda, da naš navdušence Formule 1 hočejo zopet dobesedno poneumljati. Poglejmo si skupaj, kaj so objavili pri Pirelliju za prihajajočo veliko nagrado Katarja in kaj si lahko mi v resnici mislimo. Verjetno mnogi izmed vas ste naleteli na članek, kako na veliki nagradi Katarja bomo imeli neke vrste novo pravilo. Ne bo 2 obveznih postankov v boksih, temveč so omejili del dirke oziroma stint, ki ga lahko vozniki prevozijo z enim setom pnevmatik. Ta je omejen na 25 krogov, kar pomeni, da na veliki nagradi, ki bo trajala 57 krogov, bomo videli najmanj 2 postanka, kajti drugače se matematika ne bo izšla. Ampak ali je res potrebna takšna omejitev strani Pirellija in zakaj to v bistvu kaže na dobesedno poneumljanje na gledalcev, navdušencev, ljubiteljev Formule 1. Verjamem, da mnogi izmed vas se spomnite težav, ki so jih imeli prav na veliki nagradi Katarja. Govorimo o sezoni 2023, kjer so bili piramidalni robniki povečinoma krivi, zato da smo imeli precejšnje število predrtih pnevmatik. Zadeva, ki naj bi v principu onemogočila tisto grdo navado, da so vozniki prek meje dovoljenega, se je izkazala kot enostavno dvorezen meč. In lani, v sezoni 2024, nismo imeli nobenih omejitev. Le da smo videli med dirko, kako sta Lewis Hamilton in Carlos Sainz mlajši imela prebite pnevmatike, kar je zopet sprožilo alarmne zvonce. In zaradi tega imamo letos omejitev, torej stint, ne glede s katero mešanico, bo lahko maksimalno dolg 25 krogov. In tu se bodo šteli vsi krogi, tudi tisti, ki jih je na primer nekdo opravil na edinem prostem treningu ali bilo katerem drugem delu dirke. Vsaj tako pravijo na prvi pogled, a videli bomo, da v resnici ni čisto tako. A če pogledamo malce članke, bomo zasledili, da se pri Pirelliju bojijo obrabe. Obraba je seveda mehansko dejanje, kjer se guma, nanešena na tekalno površino, enostavno izrabi. In seveda, ko pride do določene točke, lahko tudi pnevmatika začne izgubljati tlak, kar je posledično nevarno. Ampak zadnji resni problem s tlakom v Formuli 1 in posledično obrabo smo imeli tam v sezoni 1999. Kaj se je zgodilo, če smo malce bolj natančni pri Hamiltonu in Sainzu lanski veliki nagradi? Videli smo enostavno, da sta oba zapeljala na drobce. Če se dobro spomnim, je takrat zrcalo iz Williamsa Albona odpadlo in nato ga je povozil Valtteri Bottas, takrat z Sauberjem. In seveda drobci po progi so preprečili, da bi lahko tako Sainz kot Hamilton
varno v navednicah odpeljala tisti del dirke. In tu se bo marsikdo sedaj začel spraševati, zakaj je to tako pomembno. Prvič, ker pozabljamo na nekaj bistvenih. Tako težave Hamiltona kot težave Sainza so se pričele v 34. oziroma 35. krogu dirke, kjer je treba povedati, da mnogi drugi so s pnevmatiko medium, in ponavljam medium, prevozili enako število krogov brez večjih težav. In tudi lani kot letos bomo na progi v Luzaju videli mešanice C3, C2 in C1, torej najtršo varianto. Ampak, če lani smo imeli dva primera, ko je pnevmatika začela puščati tudi zaradi mehanskih drobcev tam okrog 35. kroga, je letos zaradi varnostnih razmer zadeva omejena na 25 krogov. Kar je po mojem mnenju vse prej kot strokovno razumljivo. Če bi res hoteli imeti veliko nagrado z dvema postankoma, kar je verjetno želja organizatorjev, saj imajo tudi sprint in bo zato dirka bolj zanimiva, bi lahko namesto izbora C3, C2 in C1 nekako lobirali, da bi Pirelli pripeljal C4, C3 in C2. Logično bi bilo. Ampak ne. Proga v Katarju je specifična, je malce pregroba za pnevmatike Pirellija. In seveda zato FIA kot vestni organizator pusti sprint, ki praktično izniči dva prosta treninga, kjer bi lahko uganili ste ekipe dodobra spoznale progo in določile isto mejo varnega. Ampak ne. Kot smo razumeli, bolje je bilo omejiti na 25 krogov, namesto da bi mejo, na primer, postavili na 30, kar bi bilo, vsaj po mojem videnju, še zmeraj znotraj tistega območja varnega, kar je bilo moč razbrati tudi iz lanske velike nagrade. Namreč vidi se, da so na dirki odpeljali več kot polovico razdalje na pnevmatiki medium in ne hard. Torej, večjih težav z strategijo z enim postankom ne bi smelo biti, le ukolikor je kdo zaskrbljen, bi lahko zadeve umestili tako, da bi bil del na pnevmatiki medium nekoliko krajši od onega na pnevmatiki hard. A razumeti moramo, da si organizatorji želijo dveh postankov, ker je tako po njihovo bolj zanimiv. In seveda tu se bom izognil vsakršnega komentarja, takšnega razumevanja dirk, ker nočem biti cenzuriran in nočem biti žaljiv. Ampak zadeva je vse prej kot jasna. Govoril sem vam, da bodo na setih pnevmatik skozi celotni vikend šteli kroge. Ampak bodite pozorni. Inštalacijski krogi, formacijski krogi, častni krogi ne bodo šteli v ta izkupiček. Torej, nekdo na prostem treningu bo lahko s setom pnevmatik napravil 10 inštalacijskih krogov, torej bo šel iz boksov, bo napravil krog in preden bo prečkal ciljno črto, bo po vhodni stezi zopet zapeljal k mehanikom skozi pit lane in se ne bo štelo nič. Delal bo kilometre, ampak po bistroumnosti inženirjev Pirellija ne bo imel nikakršne obrabe, kar je zopet signal, ta zgodba je precej iz trg
sveta. In verjetno razumeli smo, zakaj gre. Na veliki nagradi Monaka letos smo videli, kako bedasto je zapovedati 2 obvezna postanka. Ampak verjetno na progi v Luzaju vsi želijo imeti nekaj več. Predvsem 20 stvari več, imenovano postanki. In to seveda so si izmislili nekaj, kar naj bi, vsaj po mnenju nekaterih, poživelo dogajanje. In zopet, tu imamo sprint. Dodelitev ali alokacija je pa sledeča. Vsak voznik bo imel 6 setov pneumatik soft, 4 sete pneumatik medium in 2 seta pneumatik hard. Kar zopet pomeni, da namesto 13 setov jih bodo imeli samo 12 na progi, ki je po mnenju FIA nevarna, seveda zaradi obrambe. Bi si kdo želel pripomniti še kaj na to bistroumno idejo? Enostavno, kot sem povedal, če bi si želeli več akcije, bi lahko samo z stopnjo mešanice premaknili proti višjim številkam. In seveda, če bi imeli 13 setov na razpolago in proste treninge, bi bilo bolj varno. Ampak videli smo, da pod okriljem varnosti se skrbi nekako za dogajanje, kar pa ni naloga ne Pirellija, ne FIA in ne konec koncev direktorja dirke, kot smo videli v nekaterih primerih v preteklosti. A videli bomo seveda, kaj se bo zgodilo. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.